Živijo vlagatelji, pozdravljeni v Vlagateljskih 5. Moje ime je Blaž Abe, sem novinar Financ, z mano je izkušeni kolega, finančni strokovnjak Matjaž Lorenčič. Zdravo, Blaž. Živijo, Matjaž. Pozdravljeni. Danes bi se pogovarjala o zavarovalnici Triglav. To je bila tema, ki jo je predlagal eden od poslušalcev prejšnji teden. Če imate vi kakšen predlog, tema, o kateri bi radi, da spregovorimo, lahko zapišete spodaj v komentar. Druga zanimiva, mogoče se mi zdi IBKR, torej Interactive Brokers in Robinhood. IBKR je včeraj objavil rezultate. Za konec, za poslastico, pa zaključiva še z eno majhno debato o zlatu, če se strinjaš. Ja, seveda. Super. Zavarovalnica Triglav, vprašanje poslušalca Bojana. V zadnjem letu je delnica pridobila 51%, kar lepa rast, v bistvu sledila ostalim delnicam na Ljubljanski borzi, mogoče z majhnim zamikom. Razmerje med ceno in dobičkom pa je zdaj, mislim, da že prek 11. Zavarovalnice, če sem iskren, niso ravno moja tema. Mislim, da se jih je kar težko lotiti. Kako jih ti poznaš, kako si kaj prijatelj z njimi, Matjaž? Ja, bom rekel, prijatelj sem bil kot njihov komitent, ne, in na drugi strani tudi kot investitor, tako da probam spoznavati zavarovalnice z obeh plati medalje. Če se dotaknemo mogoče same delnice, ja, res je pridobila, vendar bom tako rekel, je delnica, ki je v zadnjem letu ena iz skupine SB Top indeksa najmanj pridobila. Govorimo tukaj, imamo kar nekaj kandidatov, ki so imajo 100% ali več, ne, ampak kakorkoli. Pogledano, sama zavarovalnica, ja, se je nekako prevalila v skupino delnice Growth Income, ne, to pomeni tukaj imamo predvsem stavimo na neko organsko rast, širjenje v poslovanja v bližnje sosednje države, na drugi strani pa ta income, ki je še vedno, bom rekel, tudi en glavnih gonilnih sil na slovenskem trgu, to pomeni ta dividendni donos, pasivni prihodki vlagatelja. Tukaj ostajajo kar močno v sedlu, predlagana dividenda je 3 evre bruto, seveda cena je šla navzgor. Če smo pred par leti govorili in se tukaj bili veselili nekje dividendnega donosa 6-7%, pač smo zdaj nekje na 4,5%, kar pomeni še vedno konkurenčno. Seveda saj nekako je bilo pričakovati iz ene močne podcenjenosti slovenskega trga v zadnjih 2-3 letih močnejši premik navzgor. Dividende, kljub temu dividende raste, vendar so tečaji hitreje zrasli, tako da se potem posledično znižal dividendni donos, ki pa je še vedno atraktiven. Ne moramo imeti vsega, ne? Če hočemo imeti više cene, bo pač mogla trpeti dividendna donosnost. Meni bo zanimivo, kar nekaj članov uprave zavarovalnice Triglav je v zadnjem času kupoval delnice, tudi predsednik uprave, se nam je zdaj 2200 delnic, kar ob tečaju nekaj čez 60 pomeni, nekaj čez 100 000, kar mogoče v mednarodnem kontekstu ni veliko, ampak za slovenske razmere pa mogoče že nekaj pomeni, ne? Bolj pomembno je ta gesta uprav, ki z nakupi delnic, katerih družb, katere vodijo, izkazujejo neko lojalnost, zaupanje. To je tudi en pozitiven signal. Je to, rečemo, ena rednih praks v tujini, tako da bom rekel, kot vlagatelj, kot opazovalec pozdravljam kakršnekoli vse te aktivnosti, ki krepijo zaupanje v samo delnico. Kaj pa lastniška struktura? Ja. Triglav, podobno kot mogoče Telekom, Petrol, država ima velik delež,
lahko mešaš trene. Ja, tako bom rekel, koliko mešaš trene, ne vem, ampak bom tukaj, če se dotaknemo te strukture, skoraj 2/3 vseh delnic je v lasti države oziroma posredno v lasti države. To vsekakor vpliva na neki free float, ne, število delnic, ki so na trgu, je relativno majhno. Ne. Če pogledamo tudi naprej strukturo, 14 ali 15% vseh delnic je v lasti malih delničarjev, kar je relativno nizek odstotek. Seveda se povečuje število delničarjev, vendar najverjetneje bo v neki bližnji prihodnosti potrebno morda spregovoriti ali pa kako povečati ta obseg, ne, ker z potrebami, bomo rekel, tega INR računov, z nekim dodatnim zanimanjem, ne, bi bilo dobro, če se na trgu pojavi vsaj neko dodatno število delnic, da bo zadostilo. Tako da zaenkrat ne bom rekel, da je to ovira v razvoju, ne, gotovo pa neka bližnja prihodnost bo v tem času bo pač potrebno najverjetneje na ravni državnega lastnika sprejeti odločitev o strateškem ali pa morda zmanjševanju deleža proti 50 in eni delnici, tako da se sprosti kakih 10% točk delnic. Ja. Zdaj pogledati še vlagateljska orodja, trgovalne platforme. Od lani lahko na Interactive Brokers, na IBKR, dostopamo tudi do delnic, ki kotirajo na Ljubljanski borzi. Zanima me mogoče tudi primerjava z Robinhoodom. Na eni strani imamo IBKR, ki je verjetno tudi velikemu delu slovenske javnosti znan kot ena najbolj znanih, največjih platform, ki ima kar veliko ponudbo. Na drugi strani pa Robinhood, ki je ta Vlad Tenev ustanovil z namenom, da popularizira vlaganje in torej mogoče bolj temelji na nekih amaterskih vlagateljih, meme delnicah, zdaj so šli v kripto, napovedne trge, prediction markets, mislim, da grejo tudi celo v venture capital. In ja, Robinhood je tudi povezan s Slovenijo, ne? Pred leti so prevzeli Bitstamp in to je v bistvu zdaj njihovo nekako jedro za trgovanje s kriptom. Lani se je delnica uvrstila v SP500, je bila ena najbolj donosnih delnic. Letos v prvem četrtletju je bila med največjimi luzerji, ne. Kripto, zima, ni bilo več toliko trgovanja, so se zadeve ohladile. IBKR je pa ravno včeraj objavil rezultate. Matjaž, ti si jih pogledal? Ja, sem pogledal, nič presenetljivega v skladu z samim za pričakovanje analitikov, tako da bom tudi po zaprtju borz ni bilo nobenih večjih premikov pri ceni delnice. Se vidi, da je nekje, bom rekel, precej inline v skladu z pričakovanji. Pomembno, kar je, ko opazujemo ta dva, rečemo te dve platformi, IBKR in pa Robinhood, ne, tukaj imamo v bistvu dva različna pristopa. Glavni vir IBKR-ja so neto obrestni prihodki, to pomeni od prostega denarja, ki ga imajo vlagatelji, oni ga plasirajo in dobivajo obresti. Na to dejansko to vpliva. V tej enačbi je pomembna količina denarja, prostega denarja in pa seveda obrestna mera. Drugi manjši del so pa sami ti transakcijski fiji, ki jih zaračunajo strankam. Tako da, če pogledamo samo bilanco, nekje dobrih 50% pri IBKR-ju, ti obrestni prihodki predstavljajo več kot 50% prihodkov IBKR-ja. Na drugi strani, če pogledamo Robinhood, je ena druga logika, ne, tukaj oni dejansko delajo, bazirajo njihovi prihodki na osnovi
payment for order flow, kar pomeni, da na vaše naročilo stranke plasirajo do market makerja in v bistvu dobivajo del finančne nagrade od market makerja. Tukaj so dva različna koncepta. Ampak mogoče že z tega naslova, ne? Vlaganje postaja vse bolj popularno. Meni je mogoče še všeč, da Robinhood nekako, nočem uporabiti izraza revolucionizira, ampak vseeno vleče eno strujo napredka naprej. A se ti zdi ta delnici dolgoročno privlačni iz tega vidika? Ja, tako bom. Naprimer, vse te delnice teh platform so zanimive, ker dejansko so povezane in pa z dogodki na borzi, kar pomeni tudi negativni dogodki, povečajo število transakcij, in to pomeni neposredni vpliv na njihovo bilanco. Za vse te platforme je v bistvu eno tako neutralno obdobje, eno najslabših, to pomeni, mora se dogajati. To pomeni, stranke morajo trgovati in potem ta taksimeter dela. Ko govoriva o teh vročih, popularnih delnicah, se mogoče lahko še naveževa na IPO-je. Prejšnji teden sva govorila o SpaceX IPO-ju. Ta teden je prišlo na plan še nekaj več informacij, oziroma to so še špekulacije virov. Če nekje 5 do 10% delnic podjetja ameriška v IPO-jih namenijo za male vlagatelje, naj bi bilo to pri SpaceX-u okrog 30% na željo Elona Muska. Govori se, da ne bi bilo dostopno tudi EU vlagateljem, tako da mislim, da je to super novica za vse nas vlagatelje. Ja, res je, kot si naštel te dejavnike, v tujini je do zdaj bila vedno nekaj praksa, da je nekje do 10% namenjeno retailu, tokrat pa bomo najverjetneje mali delničari morda lahko, če se želimo, dostopali do mogoče malo večjega števila delnic, oziroma saj verjetnost se bo povečala, da boš kaj dobil. Ja. Naš vlagatelj Max, danes ga sicer ni z nami, Max je že odšel na majske počitnice. Gotovo je, da ima v svojem portfelju prek Microsofta, prek Alphabeta v bistvu že velik delež v SpaceXu, Anthropicu in OpenAI-ju. Namreč Alphabet ima 7% v SpaceXu, 14% v Anthropicu. Verjamem, da to velja tudi za kakšnega od najnih poslušalcev, torej, da imajo te tehnološke delnice veličastne sedmerice in so v bistvu že na ta način izpostavljeni. SpaceX IPO naj bi bil tam konec junija, v začetku julija, roadshow, torej predstavitveni šov bodo imeli v začetku junija. Za Anthropic pa OpenAI bomo pa še videli, ne? Velika konkurenta, verjetno je obema v interesu, da sta prva, ki se pojavita na borzi, tam pa bomo mogli še malo počakati na dodatne informacije in prospekt. Ja, glede Anthropica, najverjetneje tukaj ne smemo pričakovati tako hitro IPO-ja. Pogledati morda vsebino, zgodovino samega podjetja, ki je bila ustanovljena leta 2021. Kdo ga je ustanovil? To so ekipa, ki je nekoč bila zaposlena pri OpenAI-ju. V bistvu, zakaj so šli na svoje? Prvo, kar je bilo, prvi motiv je bil to, da so se bali prevelike in prehitre komercializacije OpenAI-ja, drugo, kar so imeli mogoče neke svoje poglede glede varnosti in začeli neko svojo pot, ki ima neke druge temelje. Bom rekel, koliko sem jaz to prebral in se seznanil, imajo tudi v svojem nekako statutu možnost, da vsi razvojniki seveda soglasno morajo sprejeti to odločitev, če bi začutili in pa predvideli preveliko nevarnost AI, lahko ustavijo razvoj.
Bom tako rekel, bili so neki drugi vzgibi, zakaj so ti šli, ta ekipa šla na svoje. Kakorkoli pa danes je, seveda v strukturi lastništva je največjih financerjev, podpornikov Amazon, imamo ga, potem je tudi Salesforce, tudi ne smemo spregledati Googla. Čeprav se sliši, da malo čudno dejansko razvija svoj Gemini, bom rekel, ekosistem umetne inteligence, na drugi strani pa vseeno financira Anthropica. Tukaj lahko iščemo mogoče odgovor, da vseeno imajo nekako da se malo hedžajo, če bi šlo kaj narobe. Tako da kar velika saga na področju umetne inteligence, od balonov, financiranj, pa kot si omenil nekih čist osebnih prepletov, zamer med temi velikimi playerji, samim Altmanom in ostalimi. Ok, greva za konec še na zlato, verjeten najbolj. Tukaj bi za eno zanimivost, naprimer, kdo je bil med večjimi lastniki, oziroma lastniki Anthropica, je bil FTX. Aha. Oni so imeli takrat... Samo da razloživa, kaj je FTX. V bistvu to je bil, bom rekel, en izmed pionirjev na kriptosceni, seveda z nedovoljeno prakso, je dosti neslavno zaključil, v bistvu je bil začetek enega čiščenja kriptotrga. Tako Sam Bankman-Fried, ustanovitelj, je zdaj v zaporu. Njegov delež, če upoštevamo to njihov vložek v Anthropic, pa mislim, da bi bil danes vreden 40 milijard. Tako. Je pa bil vse prodan iz stečajne mase za poplačilo in takrat je bilo, mislim, da je bila znesek je bil okoli 800 ali 900 milijonov, to pomeni dolarjev, kar pomeni danes je ta premoženje glede, ko se ocenjuje, koliko je danes Anthropic vreden, približno na vsako novo tranšo do kapitalizacije, se pač nekako vrednoti in danes bi ta bil znesek, mislim, teh 8% bi bilo 40. To približno. Tako da samo to je za dodatne, da bom rekel. Zlato. Ta ena mogoče zelo sladka tema za slovenske vlagatelje. Mislim, da je zlato poleg kripta precej popularna tema med slovenskimi vlagatelji, da smo kar veliki alternativci. Kot je že pisal Max, Rusija je nedavno prodala, mislim, da 20 ton zlata, kar mogoče ni veliko v njihovi celotni zalogi, ker mislim, da dosega skoraj 2000 ton, če se ne motim. Potem na drugi strani imajo na Poljskem debato, bi prodajali zlato, da financirajo izdatke za obrambo. Rusija je tudi prodajala z namenom, da financirajo njihov proračunski primanjkljaj. Na Poljskem je bolj ta politična debata, vzamejo EU sredstva, a zdaj prodajo ta zlato, pa ga kasneje spet dokupijo. Zlato je zdaj, mislim, da na 4700 za unčo. Kako ti gledaš na trenutno situacijo? Cena je, če gledamo primerljivo glede na zadnje leto oziroma mesece pred tem, še vedno relativno visoka, da mogoče novi kupci še ne skačajo ravno na vlak, a bi mogli? Tako bom rekel, zlato ima eno, bom rekel, moje osebno mnenje, okoli zlata je malo, bom rekel, specifično, je to neki naložbeni razred, kjer ga globoko v zemlji ga kopljemo, potem ga pa nazaj v zemljo skrijemo. Ampak kakorkoli, videli smo ene vrhove tam na 5500 za unčo, informacija, da je nekaj Rusija, kar 20 ton plus odprodala, je malo vplivalo,
čeprav govorimo to o nekih niti ne odstotku vseh ruskih rezerv, je vplivalo na prodajni pritisk. Mislim, da to moramo poudariti, da to zlato se ne pojavi na svetovnih borzah. To zlato je bilo najverjetneje zaključno v Indiji ali na Kitajskem, neposredno. Med BRICS državami. Ja, tako da bom rekel, je kot neko plačilno sredstvo. Za zlato moramo tudi nekaj verjeti, če se malo poigramo z nekimi številkami, da dobimo sploh neko dimenzijo. Kaj pa je za to zlato? Zlata, koliko je tega nakopanega zlata, to pomeni tega nad zemljo, bom rekel, kaj smo ga zdaj spravili ven, naj ga bi bilo okoli 220,000, plus minus, tukaj številke niso nikoli čisto natančne, okoli 220,000 ton. Letna proizvodnja, to pomeni skop je tam 3500, lansko leto je bila rekordna, seveda visoka cena, to pospešuje še sam izkop, pridobivanje. Pogledati potrebno tudi, kakšna je struktura potrošnje. Še vedno je glavni potrošnik gre za nakit. To pomeni nekaj skoraj polovica. Potem drugi največji kupec je zlato kot naložbena oblika. Sama proizvodnja, sama industrija pa porabi le naprimer 10% letno nakopanega zlata, to pomeni tam 250-300 ton se uporabi. Če smo bolj konkretna, pa to, kar verjetno poslušalce najbolj zanima, kako verjetno se ti zdi zlato na $6,000, kdaj, letos? Bom tako rekel, z umiritvijo v Perzijskem zalivu, ker je ena večjih takih tržnic zlata, sploh za tega v segmentu naložbenega in pa tudi kot draguljarstva. Če se bo to umirilo in se ti tokovi povrnejo, lahko spet vidimo zlato vsaj na teh nivojih, kot so globoko nad $5,000 za fino unčo. Si predstavljaš, da bi se to vse polegalo do konca leta in da bi takrat videli zlato na 6,000? Bom tako rekel, ne izključujemo. Ne smemo izključevati, ker če pogledamo par let nazaj, 3 leta, kjer je še bila fina unča 1000-1500, je bilo nekako neverjetno razmišljati o nekaj 5,000, danes smo na teh nivojih. V končni fazi pa tudi ni nujno, da kupimo zlato virtualno, fizično, lahko kupimo rudarje. Max je pisal o Newmontu spet, torej največjem rudarju. Lahko gremo pa tudi v drugo smer, prodajalec zlata, mislim, da največji v ZDA, Kanadi, gold.com. Seveda vse ta, ali pa imamo tudi različne ETF-e, ampak seveda vse tudi zelo močno vezano na ceno zlata in temu primerno niha. Ok, Matjaž, mislim, da sva za danes zmenjena. Hvala za poslušanje. Če imate predlog, o čem bi lahko spregovorila naslednji teden, zapišite spodaj v komentar. Če nas radi poslušate in bi nas videli v živo, ste vabljeni tudi na naložbeno konferenco vlagatelja Maxa, ki bo 28. maja na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Lep pozdrav. Pozdravljeni.